Ej, mami, na televiziji sem. Tam je eden, ki danes v bistvu ne boš pričal. Pridno. Are you listening? Damn. Yeah. You crazy mother. What's up, guys? I'm Jan, Pored, da grem zdaj na Ljubljana TV, tu na nova ljubljanska televizija, ki lahko na Seolu vidite na kanalu 685, če hočete gledati oddajo, v kateri bom, je tudi na YouTubeu. Tako da ja, pogledajte si moj intervju tam, pa pogledajte si par utrinkov, kako je izgledalo. Dobro. Še nekdo nama bo danes v studiu izčrpno povedal, kaj dogaja v Ljubljani, ne samo seveda na naših ulicah, ampak tudi v naših glavah. Tako da pozdravljava urednika City Magazina, Jan Macarol, pozdravljen v studiu. Pozdravljena tudi video. Ja, živijo, Jan, sorry. Sem se malo zabral. Sem se zabral, ja. Se prav. Daj nam najprej povej malo o City Magazinu. Kako ga pripravljaš, kako izbiraš stvari, res so zelo trendi, zelo izčrpne informacije. Mislim, hvala za pohvale. Moram povedati, da je to najstarejša brezplačna revija v Sloveniji. Obstaja 15 let približno. City Magazine se najbrž, mogoče nekoliko starejši spomnite, po temu, da se ga je na začetku delili na ulicah. Zdaj ga dobimo pa pri vhodih v lokale, gostilne. Zdaj je pa trenutno dosegljiv na približno 500 lokacijah po vsej Sloveniji. No, Jan, ti si pa tudi zelo znan vloger, vloger. Zelo poznaš trende, kaj se dogaja danes med mladimi, kaj gledamo na Instagram, Facebook. In tudi sam si posnel nekaj filmčkov in si nam jih danes tudi prinesel, tako da predlagam, da si najprej malo pogledamo, kaj delaš. Zdaj najbrž se vsi spomnite enega zadnjih vlogov in sicer unga vloga, kjer sem svojo drago pelil v Herbal Glamping Klub. Ja, in tega se spomne tudi ostali glampingi v Sloveniji. Ko sem me kontaktiral, sem rekel, da ja, ne bi taka peče pogledat k nam, ker mi imamo glitko lepo, ali pa še lepše. Put yourself back together. Sleep late to keep myself from thinking. Medicate to stop my head from ringing. Each cup is only wishful drinking, cause we both know that I can't go. Skoraj 100 000 ogledov si dobil za ta video. Malo vas je vlogerjev v Sloveniji. Kaj v bistvu hočete sporočati? Zdaj bom tako rekel, te vlogerji, ki so se v Sloveniji res razvili, so se v bistvu razvili oziroma v zadnjem letu več ali manj vsi. Zakaj? Bom rekel, čisto zaradi situacije v medijih. Namreč situacija v medijih generalno gledano ni rožnata. Smo v bistvu vsi ugotovili, da je to nek način, ki nam omogoča v bistvu samostojnost, pa tudi biti viden pa slišan. Zdaj, trivialna je primerjava v bistvu, da je ta vlog videl skoraj 100 000 ljudi, ta revija je pa certificirana, natisnjena v 50 000 izvodih, dela je 7 ljudi, ta video sem ustvaril v bistvu za kolegama. Sam v enem dnevu. Kaj mora človek imeti, da uspe v bistvu? Poleg City Magazina sem jaz zelo hitro ugotovil, da v bistvu, če dam to tiskano obliko tako pred sebe, pa rečem, ok, čez 10 let vidim to tiskano obliko, sem se začel malo spraševati, kaj se bo v bistvu s tehnologijami dogaja. In v bistvu sem v zadnjem letu ustanovil agencijo za influencer marketing, kjer se v bistvu ukvarjamo s tem, da uspešne digitalne osebnosti, torej ljudi, ki imajo zelo veliko sledilcev v družbenih omrežjih, posredujemo naročnikom oziroma blagovnim znamkam in pomagamo tudi blagovnim znamkam pri tej komunikaciji prek teh družbenih omrežij. Pa kaj je recept za uspešnost? Recept za uspešnost influencerja? To je pa tako, znanje. V osnovi znanje, psihologije. Ja, da ni zdaj. Ona je fenomen, ki svojo stvar počne z določeno strategijo. Jaz mislim, da je gospodična izjemno pametna. Naredila je pač svoj spin, sem se lahko vsak. Jaz tudi danes, če po pravici povedan, tečem čez Ljubljano, pa to posnamemo, bom imel jutri 500 000 ogledov, kar pomeni, da je na te prave gumbe v pravem trenutku pritisnila in pač prepričala toliko ljudi, da se je začeli slediti. Ja, stvari so se
so se spremenile. Ne? Jaz imam tipičen primer v našem podjetju, da je fant star 21 let, za moje pojme relativno izobražen, ne prepozna recimo neke slovenske zelo znane pevke, da bom rekel Nina Pušlar. Ne? Ker enostavno ne živi več v tem medijskem svetu, lokalno ga ne zanima, ne? Ker živi že medijsko nekje druge. Ne? Samo sekundo, še en tvoj drugi film bi si ogledal. To pa ne bo sekunda, no? Dajmo se namestiti udobno. Kakorkoli je zima katastrofa, ampak taka zimska jutra so pa lepa. Kaj si se je danes odločil? Da mora malo presenetem. Je že doma. Vidimo, če mu kaj lahko presenetim. Ej! Dej, grejo nekam. Kam pa? Nekam. Pejba. Kak lepo. Je, ne? To. Res izjemen si, sam snemaš, montiraš, krasne filmčke delaš. Se ne čudim, da imaš ta pogled, res so dobri. Imam kar dobro ekipo. Ja, montaža je res dobra. Do 21 let in to so ljudje, ki živijo na YouTube in zato so ti videi tudi tako dobri. Ne rabijo šole več. Ja, mislim, ne, rabijo tamle eden, ki danes v bistvu ne boš pričal. Pridno, ja. Ajde, peči ti v kavi. Baš čas nas snemaš. To je mulc, ki snema z Janom Krškazilo, ki pove, ki ima mikrofon, smo mu zreli. Ampak je povedal. Kako si star, pa kaj delaš v življenju? Sem star 17 let, hodim na srednjo medijsko šolo v Ljubljano. A imaš podpis staršev, da z Janom Maceronom do Podanskem? Povej, gledalcem moramo povedati, da bomo imeli ob petkih tudi mi prostor za mlade in ko bojo mladi lahko hodili v naš studio in kaj povedali vse. Evo, imamo prvega gosta. Ti boš zihar en naš gost, okej? Super. Jan, daj mi povej, kako dobiš take mlade na dobu. Matijas je v bistvu javil na obvezno prakso, prši in pokazal voljo do tega, da dela. Predvsem je spoznal to, da danes v tem svetu, kjer je konkurenca ful močna, štejejo samo izkušnje in to, kar si naredil. Na koncu dneva to srednjo medijsko šolo, pa tudi neko medijsko fakulteto, brez njega realnega znanja in izkušenj danes nisi nič in to cen.